vi ste tudi velika zagovornica poroke, ne? Seveda. Tradicionalne poroke, Ja. ampak zakaj pa potem ne smejo se recimo, to je vedno tema istospolni poročati, zato pravijo, to pač ni tradicionalna družina in ne vem kaj še vse, ampak je res, da družin poznamo, ne vem, mama, vdova z otrokom, je to še vedno družina, ne? Zakaj recimo ne bi mogli imeti homoseksualci poroke in družine? Moram povedati, za jaz nimam nič proti homoseksualcem, verjemite me. Tudi na šoli sem imela to. Sem slišal, da sem imela Renata Volkarja, ne? Ja, tako, ampak on ima dva otroka, on ima dva otroka, zdaj me je žena umrla, je prijatelj umrl. V glavnem, on je meni povedal, da je to, ne, in tako naprej. Jaz nimam nič proti homoseksualcem. Zato so tudi zakon sprejeli, ne živijo skupaj, ne dedujejo in tako naprej. Ampak vedite, da sem pa proti temu za vsem psiho in vso močjo, da bi homoseksualcem parom ali lezbičnim parom dali otroka. Otrok je pa zelo dragoceno bitje. In predstavljajte si, da imata dva homoseksualca deklico, lahko se ne bi zgodilo, kaj bi se lahko zgodilo? Jaz ne vem, ker nisem strokovnjak za to, ne? Zato jaz pravim, pogledajte, koliko naših parov čaka, 300 parov slovenskih čaka na posvojitev, ki so poročeni, ki bi radi otroka. Jaz pravim, ne te homoseksualci, oziroma te pari, ki bi tako rad otroke imeli, naj se povežejo s tistimi družinami, ki imajo otroke, pa naj malo finančno pomagajo jim, ker te imajo dosti denarja, se veste, kakšne izlete in kakšne dopuste si organizirajo, posebne ladje, posebne hotele, ker imajo veliko denarja. Naj pomagajo tem družinam in bodo tudi te družine potem na starost lahko za njih poskrbele. Ampak otroka zaupati pa ne. In tole, poglejte, če imamo zdaj v Sloveniji dva para lezbična, ki imata otroka, za eno prav govori, ki je šla v tujino, in zdaj zaradi dveh parov bomo ta zakon sprejeli. Ne, to ne gre. Družina je bila, je in bo osnovna vrednota med očetom, materjo. A veste, zakaj je tako zagovarjam s to? V vrtcu imamo skoraj same vzgojiteljice. Kako otroci pogrešajo vzgojitelja? Jaz imam prijatelja, ki je v vrtcu dela. Torej se pozna odsotnost očeta, kako bi rekli. Moškega lika. Da s tem nekako zaključimo. V šoli isto. Moški lik, otrok mora imeti, ko odrašča. Moški lik in ženski lik. Vsekakor mislim, da bi bilo treba več strokovnih, psiholoških in družbenih, socialnih, socioloških raziskav narediti, da bi lahko kaj razredili. V redu, gospa Angelca Likovič, jaz se vam zahvaljujem še enkrat, da ste prišli. Mislim, da se sicer zelo veliko ljudi ne strinja z vašimi vrednotami, tudi jaz v dobršnem delu ne, ampak vsekakor nam pa date veliko zamisliti o vseh teh zadevah in že sam, če človek razmišlja, a se strinja s tem ali pa ne, če razmišlja, je lahko to samo pozitivno. Tako da, imejte se fajn, se vidimo naslednjič, do takrat pa peace, pa bodite pridni.